Franček priporočam vsem, saj je narejen na zelo enostaven ter pregleden način, torej ko besedo vpišemo, dobimo kratko razlago. Samo s klikom stran izveš tudi, odkot beseda izvira. Sopomenke, pa tudi kako se sklanja, če je beseda samostalnik. Prikaže nam jo pa tudi, kako jo uporabljamo v slovnici. Res je zelo fajn, poenostavljeno narejeno, da ga res preprosto uporabljaš. Ne širimo samo našega besednega zaklada, ampak tudi našo splošno razgledanost. Vsebine so prilagojene za skupine osnovnošolcev, in sicer do 5. razreda, od 6. do 9. razreda in za srednješolce. Tam imamo tudi ikono, na kateri lahko izvemo, kako se beseda pravilno izgovori. Renato pove bolj po robotsko, čebeljak. Nadja pa bolj resnično. Čebeljak. Se lahko v bistvu tudi ti posnameš in to narečno besedo pol pošleš, ker recimo mi tle na Polzeli nikoli ne izgovorimo hmelj, ampak rečemo hmel. Najraje raziskujem, koliko časa se že uporablja beseda oziroma kdo jo je prvi uporabil in kdaj. Franček pa vsebuje tudi gradivo, ki ga lahko uporabijo učitelji za naloge v šoli. Naša želja je, da bi Franček postal stalni spremljevalec pri vseh predmetih. Pomaga mi kot učiteljici negovati jezikovno radovednost otrok, njihovo čudenje nad jezikom in ohranjati in negovati to navdušenje. Tudi ob uporabi Frančkove aplikacije za mobilne telefone. Besedoboj je taka res super igra za širjenje besednega zaklada, za tako hitro razmišljanje. Lahko igramo recimo z velikimi književniki, Francetom Prešernom, Ivanom Cankarjem, Zofko Kveder, Lilim Novi. Ko literarnik izbere besedo, mi začnemo besedo zapisovati s tisto črko, s katero nasprotnik konča. Lahko si prislužimo 2 točki za izvirnost in 1 točko, če vsebuje beseda šumnike. Lahko pa izberemo oziroma poiščemo tudi nasprotnika, ki v istem času igra to igrico in se z njim pomerimo. Franček ponuja razlago za skoraj 99 tisoč besed. Za Infodrom